ko praznujemo 80-letnico pobojev civilistov, je ob tej priložnosti na pobudo krajevnega odbora Nove slovenske zaveze Rovte izšla knjiga z naslovom Zločin v Češirkovem gozdu leta 1942, v kateri so zbrana pričevanja še živečih sorodnikov in sovaščanov pobitih. Pričevanje sta zbrala Jože in Sonja Malovrh, knjigo pa je izdala Nova slovenska zaveza. Ob tej priliki se zahvaljujemo vsem, ki so gmotno podprli izdajo knjige. Občina Logatec, Občina Vrhnika, Občinski odbor SDS Logatec, Pavel Lukan, Peter Štrbenk in še drugi. Največja zahvala pa gre avtorjema Sonji in Jožetu Malovrh za odlično opravljeno delo. Knjigo, ki je bogata tudi s fotografijami, toplo priporočamo. Knjigo dobite pri Marjanu in tam dobite tudi zadnjo številko zaveze. Če pa še kdo nima izredne knjige od Triglava do Andov, dnevnika duhovnika Janeza Hladnika, ki je bila v letih po vojni prepovedana in za katere ponatis je pred 4 leti poskrbela župnija Rovte, jo tudi dobi pri Marjanu. V izdelavi je tudi nagrobnik za pobite v Češirkovem gozdu, ki počivajo na našem pokopališču. Nagrobnik bo postavila država Slovenija in ga vpisala v register vojne dediščine. Ob koncu se zahvalim vsem nastopajočim Logaškemu vokalnemu kvartetu, doktorju Antonu Veluščku za prebrana pričevanja, recitatorki Katarini Lenarčič, vsem duhovnikom, ki so prišli danes v Rovte, posebej gospodu Antonu Trpinu, ki mu tudi čestitamo ob 80-letnici, in pa seveda vsem vam, ki prihajate na te spominske slovesnosti, tako naj tudi v prihodnje ostane. Zaključili bomo z tako kot običajno pesmijo Moja domovina, še prej pa tudi prijetno obvestilo, da ste po spominski slovesnosti povabljeni, da še mečkeno ostanete, kaj poklepetate, spijete kozarec pijače in si privoščite en skromen prigrizek, ki smo ga pripravili v ta namen. Tako, zdaj pa vas povabim, da skupaj s pevci in vsi skupaj zapojemo pesem Moja domovina. Domovina.